Smo že nazaj. Ja, Rok in Luka sta raziskovala Ljubljano, mi pa bomo zdaj raziskovali knjige. Še predtem pa raziščimo, kaj nam ima Rok zapovedati glede aktualnih novic. Rok. Maša, najlepša hvala za besedo. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo je s februarjem začela delovati na novi lokaciji na Aškerčevi ulici. Po 6 letih dela so stavbo nekdanje fakultete za kemijo razdelili na filmski in gledališki del. Dekan Tomaž Gubenšek je prepričan, da bo služila nadaljnjih nekaj desetletij. AGRFT pa je po 6 letih projekta vrednega 18 milijonov evrov, ki je zadnjim razpisom tik pred zaključkom pridobila novo zgradbo na Aškerčevi. Obenem je univerza v tem okviru odkupila tudi prostore na Trubarjevi cesti 3, kjer so ostali oddelek za dramaturgijo in filmske umetnosti, center za teatrologijo in filmologijo ter uprava. Prav z dekanom pa je govorila tudi naša Pija, pa prisluhnimo. Lepo pozdravljeni iz prenovljenega AGRFT-ja, pravzaprav iz nove stavbe AGRFT-ja, ki je bila prenovljena. Nekateri jo mogoče poznate kot nekdanji faks za kemijo. No, zdaj pa bomo spregovorili še kakšno besedo o tej novi stavbi, o novih prostorih z dekanom Tomažem Gubenškom, ki je že z nami. Čisto na hitro, kakšni so novi prostori? Končno boste lahko mogoče delali kaj več tudi gledališke igre v svojih lastnih prostorih. Kaj se še prinaša nova stavba? Mi smo navdušeni, ne? Stavba nudi končno prvič v zgodovini akademije, da imamo svoje prostore, da jih ne najemamo, da imamo filmske, televizijske studije, gledališke dvorane, plesne dvorane, kjer bomo lahko, ko enkrat mine tudi tale zadrega s korono, naše delo predstavili tudi javnosti. Naša želja je, da ustanovimo nek kulturno-umetniški center mladih študentov, ki bo segel tudi širše, se pravi, da bi povezovali vse članice univerze v Ljubljani v neko tako kulturno središče v teh naših novih prostorih. Študenti so že uspeli izkusiti tudi te nove prostore? Ja, s semestrom smo začeli počasi tipajoče vstopati v te prostore. Zdaj, ko smo prišli na ta hibridni sistem, so pa ti prostori seveda na srečo toliko veliki, da lahko vzdržujemo in razdalje z maskami, tako da skrbimo za zdravje, testiramo in delamo noter. Prostore na Trubarjevi ohranjate? Kakšna bo porazdelitev dela med Trubarjevo in Aškerčevo? Na Trubarjevi ostane center za teatrologijo in filmologijo, potem oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti in pa uprava. Se pravi, tam bojo te neke tehnično-upravne zadeve, tukaj pa umetniško delo, se pravi praktično delo. Tako. Tomaž Gubenšek, najlepša hvala. Veselimo se tudi odprtja jeseni in pa, da bomo mogoče kaj kmalu lahko videli tudi kakšno vašo gledališko igro, morebiti kar tukaj v živo. Seveda, v tem trenutku seveda vabimo vse vaše gledalce, da se nam jeseni pridružijo in začnejo uživati v naših novih prostorih, tako kot mi. Tako. Najlepša hvala. Zdaj pa se vračamo nazaj k tebi, Rok. Najlepša hvala, Pija, in seveda najlepša hvala tudi dekanu ter našemu kamermanu Luku, ki je spretno krmaril tudi izza kamere. No, toliko za enkrat, kar se tiče aktualnih novic. Maša, sedaj pa ti spet predajam besedo nazaj tebi in tvoji novi gosti. Hvala, Rok, in se gledamo kmalu z prometom. Se gledamo. S prometom, tako je. Mi pa gremo naprej s programom. Ja, Rok je omenil, da bomo imeli že novo gostjo in res je temu tako. V bistvu prvo gostjo danes, to bo Ajda. Ajda naklada o knjigah pa še o čem. Je spletna platforma, na kateri lahko sledite književni vplivnici Ajdi, ki jo danes preko Skypa takole nadaljavo gostimo tudi mi. Tako da, Ajda, dobro jutro. Ja, živijo, dobro jutro. Se pravi, Ajda naklada o knjigah pa še o čem, blog, pa tudi podcast o knjižnih recenzijah, o knjigah na splošno. Zakaj si se odločila, da to platformo uvedeš, da se greš ta blog? Ja, to bo zdaj že kakšna pokvarjena plošča, ker sem tokrat isto zgodbo povedala, ampak to pomeni najbrž, da je res, a ne? Ja. V glavnem, jaz kot otrok, pa pol kot najstnica sem bila zelo strastna bralka, pol pa kakšnih 10 let vmes sem imela čist pavzo,
malo raziskujemo s puncami, zakaj nas vse v času gimnazije pa fakultete majčkeno mine, ne vem. Puščam interpretacijo gledalcem, a ne. In lani sem se odločila, ker še nismo vedeli, kakšno leto je pred nami, a ne, da bom prebrala 25 knjig v letu 2020 in ker sem si hotela zapomniti, pač kaj sem prebrala in kako se mi je zdelo, sem si začela to zapisovati na blog, ki je že prej sicer obstajal, ampak ni bil nič skoraj aktiven. In sem pisala te kot neke recenzije, pol sem začela to še na Instagram objavljati, pol se je pa to kar nekako kot ena snežena kepa valila naprej, prihajala so prva sodelovanja in zdaj smo tukaj, kjer smo. Koliko knjig si pa že predstavila? Ja, jaz predstavim vsako, ki jo preberem. Tako da v letu 2020 je bilo to 71 knjig za odrasle, pa letos je bilo za odrasle, mislim, da 25 knjig, no, nisem še vseh recenzij napisala. Pol imam pa še rubriko Knjigozavri, kjer pa v bistvu predstavljam kvalitetno otroško in mladinsko literaturo, teh pa ne vem koliko je, no, še kakšnih 20 mogoče. V bistvu za nekoga, ki se je prej imel za nekoga, ki premalo bere, so to kar neke ogromne številke. Jaz se kar malce osramočeno počutim. Veš, kako je z branjem? Tako kot vsako drugo stvarjo, a ne? Če si ti odločiš vzeti čas, ga kar imaš, a ne? Jaz sem recimo, jaz tudi nimam kaj preveč časa čez dan, a ne? Mislim, zdaj v lanskem letu smo ga vsi prisilno malo več imeli. Ampak recimo, jaz sem nadomestila tisti večerni čas, ko sem že, ne vem, Friendse gledala 10-ič, ne, sem pač nadomestila s knjigo. Saj vsi vemo, ne, to so tiste minute pred spanjem, ko gledaš kar nekaj, da boš pol zaspal, ne, čisto vseeno, če vzameš knjigo v roke, tako da vse se da, no. Katere knjige pa izbiraš? Imaš kakšen sistematičen način izbiranja knjig? Je bolj to, kar ti drugi predlagajo ali po navdihu? Ja, v zadnjem letu se je moj izbor knjig čisto postavil na glavo, ker včasih sem jaz bila zelo ljubiteljica trilerjev, recimo, ne, kriminalk, pa sem jih komikej prebrala v lanskem letu. Malo je kriva tudi ta naša knjižna skupnost, katere del sem zdaj, ker res dobim ogromno nekih predlogov, a ne, idej. Malo je tudi moj fant kriv, ker mi tudi on daje zelo dobre predloge. Zdaj v zadnjem času pa tudi založbe pač pošljajo recenzijske izvode, tako da marsikakšno knjigo ne bi sama nikoli v roke prijela, pa mi je bila pol zelo všeč, no, tako da na ta način malo razširiš tudi obzorja. Je pa moj okus zelo razpršen, no. Zdaj res poskušam tudi tiste žanre, ki mi sploh niso nekako všeč, na primer romance, a ne. Jaz probati, a ne, kaj to je, da lahko pol komentiram, ker najhujše se mi zdi komentirati nekaj, kar pač ne poznaš, a ne. Tako da vse se Sem prebrala tudi eno recenzijo ene romance, ki ni bila preveč dobro ocenjena, no. Tako bom rekla, na tvojem blogu sem prebrala. Kako pa je recimo s knjigami, ki jih takole dobiš kot priporočilo, pa jih začneš brati in ti niso všeč, vedno prebereš do konca ali se ti kdaj zgodi, da začneš, mislim, da vmes nehaš brati, rečeš, ne, tega pa ne bom? Neham brati, ampak ne za zmeraj, no, to je zelo tako rečeno, ampak jaz recimo tulele imam kup knjig, ki jih zdajle berem, pa niso to vse, ampak jih je že tukaj na tem kupu, če mi bo uspelo, jih je, ne vem, 5, a ne. To pomeni, da pač jaz, ne vem, knjigo začnem, preberem 20 strani, pa pol mogoče, če mi ne paše, kakšno drugo probam, pa se kasneje vrnem k njej, zato ker niso vse knjige za vsak čas, a ne. In recimo Gospodarja muh sem jaz začela lani novembra brati, pa še zdaj čaka, pa vem, da bom dokončala, ker pač nisem razpoložena bila za to. In se mi zdi, da je to nekako, ne smemo se omejevati, pa preresno jemati stvari, ker, ja, to so lanske najboljše na tej sliki. Ja, ne smemo preresno jemati stvari, ker pol si naredimo iz branja spet neko nalogo, a ne, in nam ni več v užitek. Tako da beremo tisto, kar nam paše, kar nam je v užitek, pa bo tudi šlo, a ne. To si dobro povedala, ja, ker velikokrat se odločimo, ne, to knjigo moram prebrati, zato ker je to nekdo rekel ali pa zaradi takega razloga in potem se silimo z njo, namesto da bi morda jo odložili, pa si rekli, to je res, trenutno ni čas za to, dajmo kaj drugega brati. Se pravi, ti pogosto bereš več knjig naenkrat, recimo temu. Ja, skoraj vedno.
skoraj vedno, ja. Sicer to ne pomeni, niti v enem dnevu več knjig, ampak tako, kot sem zdajle pokazala, tele imam načete, pa odvisno, koliko meni paše, kaj meni paše tisti dan. Je pa ponavadi vedno ena knjiga, ki pol prevlada, pa jo dokončam, a ne. Tako da ja, začetih imam pa ogromno. Drugače pa imaš v bistvu, prisotna si na različnih platformah, imaš svojo spletno stran, svoj blog, Facebook, Instagram, pa tudi podcast. Kako se vsebine razlikujejo na teh različnih platformah? Na Instagramu sem v bistvu največ aktivna. To je tista platforma, kjer sem vsak dan v stiku tudi s sledilci, pa s kolegicami, blogerkami. To je res tista živa platforma, kjer se pač mi dnevno lahko, med sabo komuniciramo, si kakšne predloge dajemo, pa tudi najbolj direkten stik s sledilci, ne. Tukaj je pač bolj slikovno, saj poznamo mi Instagram, samo recimo zdaj sem dodala na Instagram še majčkeno daljše, kratke opise knjig, ker prej je bilo samo tako tri stavki, na primer, zdaj dam pa kar nekako to, kot gre, v tisti prostor, ker sem opazila, da ljudem v bistvu ne paše več brati daljših recenzij, to je pa na blogu, Na blogu je pa potem daljša, malo več mojega razmišljanja, malo več o vsebini, in ja, pač ljudem, saj razumem, drugače, toliko smo zdaj na računalnikih, da enostavno se ti ne ljubi iti še pol, na eno spletno stran nekaj na dolgo brati. Tako da ja, na blogu so pol daljše recenzije, pa te knjigozavri, ki sem jih že prej omenila, Čeprav knjigozavri, na primer, so pa čisto samo na blogu, je na Instagramu samo omenjena knjiga, imajo pa še druge stvari z mojega strokovnega področja, Recimo, katere teme obravnava neka slikanica, kaj lahko pol z otroki počnemo ob tej slikanici, katere aktivnosti, vedno dam še kakšen predlog, za ustvarjanje, tako da to je na blogu. Podcast je pa v bistvu moje nakladanje, čisto takšno kot zdajle, na primer, o kakšnih knjigah, ki so name naredile vtis, ali pa o kakšnih tematikah. Pa zdaj imava s fantom serijo A dej kar Harry, kjer on v bistvu prvič bere Harryja Potterja in pol vsako knjigo pokomentirava. To je pa kar zabavno, Verjamem, ker Harry Potter je zelo zanimiva knjiga in tudi zabavno se ga da obdelati. Ja. Omenila si knjigozavre, zdaj že drugič. Ti si v bistvu specialna pedagoginja in ali gledaš tudi malo iz tega strokovnega vidika na otroške knjige, ki jih bereš in recenziraš? Ja, vsekakor, se mi zdi, da recimo tako, čisto realno, če rečem, bloger pa literarni kritik sta dve stvari, Pač in jaz literarni kritik nisem, ker pač nimam primerne izobrazbe, da komentiram knjigo oziroma dam mnenje, razen iz čisto svojega osebnega vidika. Glede otroških knjig imam pa, če ne drugega, že 8 let pa pol zdaj izkušenj pri delu z otroki s kar težkimi motnjami v duševnem razvoju in vem, kaj funkcionira in kaj ne. In recimo tudi jaz imam v šoli svojo razredno knjižnico, pač moje osebne knjige, ki jih sama kupim, bolj skoraj založeno kot šolsko. Wow. In veliko hodijo pač sodelavke do mene, pa me vprašajo, a imaš za to temo kaj ali pa za ono temo kaj. In sem rekla, zakaj ne bi jaz pač teh knjig, ki so res primerne za obravnavo neke teme, objavila, da širši publiki to ponudim, Tako da vsekakor skozi te nekako strokovne oči, malo na to gledam, ampak ne toliko z literarnega vidika kot vzgojno-izobraževalnega, Kaj ta knjiga lahko ponudi, kaj lahko ti v proces vzgoje in izobraževanja s to knjigo vneseš, pa tudi v proces vzgoje doma, Saj ni to samo za učitelje, ti lahko, saj vemo, sploh zdajle, ko ni bilo vrtcev pa šol, si rabil ene aktivnosti, da si otroka zaposlil in se mi zdi tudi knjiga perfektna, Sploh, če lahko prebereš, pol imaš pa ponujeno še eno aktivnost, Nekaj časa vzame pol. Hvala, Ajda, za enkrat. Midve se bova pogovarjali še po glasih, za nekaj trenutkov si bomo oddahnili. Morda lahko ta čas preverite Ajdo na spletu, preverite, kje vse je, na katerih vseh platformah je prisotna, potem pa se bomo ponovno vrnili z njo. Se gledamo! Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, z Ajdo nakladamo o knjigah, pa še o čem, tako da Ajda, ponovno pozdravljena.
Ja, živijo. Zakaj res si dala ime svoji platformi, ne? Ajda naklada v knjigah, pa še o čem? Ker v bistvu nakladanje ima nek tak slabšalen prizvok v resnici, ta beseda. Ja, lik zato, ker pač mislim, da je očitno, da jaz rada govorim in rada tudi pišem. In mislim, zakaj bi pustil, da ti kdo kdaj to učita, Daš si takšno ime in so vsi vedeli, na kaj na kaj morajo biti pripravljeni, ko pridejo na moj profil. Tako da, ja, je pa ta nakladanje en tak, ima negativen prizvok, ampak sem opazila, da med sledilci, pa tudi med, založbami pa tako, je pa kar naredilo vtis, pa ljudje si zapomnijo in mogoče bomo pa nakladanju mi malo drug prizvok dali, no. Da če imaš o čem nakladati, ni slabo, če tudi nakladaš pol, V bistvu, ja, začelo se je to, da je bila to nekako tvoja zavarovalna polica, zdaj pa bo šlo to tak trademark, da boš v bistvu preoblikovala cel pomen besede nakladati. Ja. Wow. To. Bravo, Ajda, potem pa dajva malce nakladati še naprej. Prej sva ostali pri knjigozaurih, pri knjigah, ki jih v bistvu ti recenziraš, knjigah za otroke, ker si tudi specialna pedagoginja in delaš z otroki s posebnimi potrebami. Povej, kako njim poskušaš približati branje pa knjige? Ja, pač kot sem rekla, pri nas v razredu so knjige pač povsod. Jaz mislim, da imam 400-500 svojih knjig v razredu. In so tudi del, ne dekorja, lih tako, kot dekor učilnice, ampak pač, ko prideš noter, to je prva stvar, ki jo vidiš. Lepo jih imamo po barvi zložene, ker za pač moje učence je to lažje, da lažje najdejo, ker samo eden od 7 bere. Ogromno beremo skupaj. Recimo za nek projekt, ki smo ga imeli, smo mogli ustvariti, bralni vlakec, kjer je bil vsaka knjiga je bila en vagon. In mi smo naredili vlakec s 60 vagoni letos, s tem, da nas 2 meseca ni bilo, v šoli. Tako da mi res ogromno beremo in se mi zdi, da največ, kar lahko narediš za približanje branja, je res to, da z otrokom bereš, ker če ne drugega, recimo pri mojih učencih je včasih razumevanje majčkeno, vprašljivo, ampak zelo so se navadili sedeti, poslušati, opazovati slike, pol odgovarjati, tako res se da to privzgojiti, Pa pogovarjamo se pol v knjigah, imamo tudi neke knjige, ki so majčkeno slabše ohranjene, pa kartonke, ki jih lahko sami, kolikor hočejo, listajo, ker to so le otroci pač s posebnimi potrebami, in imamo neke omejitve, zato ker včasih se kaj zgodi, ker niso niti sami krivi, ampak zaradi tega določene knjige smo dogovorjeni, da pač z mano berejo. Imajo ogromno knjig na voljo, da jih sami in jim je tudi izbira. Recimo, prejšnji teden je imela ena punčka rojstni dan, pa sem rekla, da boš pa ti povedala, kaj bomo danes počeli, in je hotela brati. Tako da, ja, se jim kar da to privzgojiti, Se v bistvu potem že sami samoiniciativno želijo branje in želijo, da skupaj berete. Katera knjiga iz te rubrike Knjigozauri je pa tista, ki se ti je najbolj vtisnila, oziroma to je zdaj precej široko vprašanje, najbrž jih imaš veliko, ampak v tem letu, recimo. V tem letu? Zdaj tako, da je bila otrokom mojim, všeč, pa meni tudi malo taka, malo funky, dajva reči, kako že, Telovadec Nikolaj premaga Tolovaja, ali prežene Tolovaja, od založbe Malinc. Ta je taka res hecna, Drugače pa je teh knjig res, to je zelo težko zbrati, Mogoče bi izpostavila, samo ne vem, ali je bilo v letošnjem letu ali v prejšnjem že, Le vprašaj, ki je pa v bistvu v različnih otrokih s posebnimi potrebami, na zelo tak nestereotipen način, pa nepomiljevalen, ker ponavadi se ravno otroci s posebnimi potrebami oziroma osebe s posebnimi potrebami v literaturi predstavljajo zelo stereotipno, tako pač to itak, pa zelo tako, ali da so vsemogočni, ali pa da so čisto ubogi, Je pa nekaj vmes, tako kot smo vsi ostali ljudje, In recimo ta knjiga Le vprašaj je zelo tako dobro povzela pač vse te potrebe, ki jih imajo te različne skupine otrok, pa tudi sposobnosti, Tako da mogoče bi te dve izpostavila, drugače pa res ogromen enih knjig. Saj, če greste gledat, čisto vse, ki so tam predstavljene, so res vredne, da jih vzamete v roke. Imamo na voljo dobro otroško in mladinsko literaturo in smo zato lahko hvaležni,
Ja, v Sloveniji se malo premalo zavedamo, koliko imamo mi dobrih knjig, tudi prevedenih, tudi avtorskih. Recimo zdaj sem povedala dve, ki so pač tuje, a ne. Lahko pa omenim na primer Štorklja Loka, ki je čist majhen projekt bil, v samozaložbi pa je toliko super, mislim, res slikanca, sicer Škofji Loki, evo zdaj mešam, v Škofji Loki, tako da za tiste, ki niso iz tam doma, majčkeno manj zanimiva, ampak recimo jaz nisem iz tam, pa mi je bila super, a ne. Tako da res se splača malo pobrskati, no, tudi po tistem, kar ni na prvo žogo, ne vem, Zverjasec pa Mucec Upaterica, čeprav sta obe krasne, ampak so še druge stvari, a ne. So še druge, manj široko poznane, pa vseeno zelo kvalitetne. Kaj pa za odrasle? Kaj ti je v letu 2021 najbolj ostalo v spominu? Ja, jaz sem se pripravila in imam kar kupček tukaj. Dobro. Ne bom, a lahko tako 2021 povem. Prav. Zdaj ta zadnja, ki je komaj šla, pa sem jo že prebrala, Đorđić se vrača, nadaljevanje knjige Čefurji Raus, to mislim, da bo itak v parih letih na maturi, po moje, odlična knjiga. Pa Lanski kresnik, no, Veronika Simoniti. Drugače pa dve pohodniške knjige, dva pohodniška romana. Prvi je Transverzala, Jakob Jakenda, pa Od Samota Ruglja Triglavske poti. To sem recimo brala v času, ko nikamor nismo smeli iti, no. Pa me je res tako lepo popeljalo po Sloveniji. Pa Kurji pastir, Feri Lainšček, to je šlo tudi lani konec leta, super knjiga, ta tudi, jaz mislim, da je celo za Kresnika letos nominirana, pa si zasluži, no. To so, če si opazila, vse slovenski avtorji. Ja. Ker se mi zdi pomembno, da jih podpremo, no. Če bi pa hotela predlagati od tujih avtorjev, bi pa mogoče samo eno predlagala, razen vseh teh mojih Harryjev, Potterjev in tega, kar mi je všeč. Kljub vsemu reči življenju da, v tej knjigi sem tu že veliko govorila, ampak se mi zdi, da te časi, Viktor E. Frankl, no, da ne bom brez avtorja, to so časi zdajle, ko se vsi radi majčkeno sami sebi smilimo, tudi včasih tudi po pravici, a ne. Ampak ta knjiga nam recimo da vpogled v to, kako so živeli v času druge svetovne vojne v taboriščih in tako, če so te ljudje preživeli, če so te našli razlog za preživetje, a ne, pol ga bomo pa tudi mi, no. Tako da mogoče, ja. Včasih je bolje pogledati na življenje iz perspektive hvaležnosti, kot pa iz perspektive tistega, kar nimamo, ne. Ker se hitro ujamemo v past, da potem imamo občutek, da ničesar nimamo, imamo pa toliko zadev, ki se jih v bistvu ne zavedamo. Kako pa se ti drugače lotevaš, ne, recenzij teh knjig, iz katerega vidika, ker si sama rekla, da nisi literarna kritičarka, ne, iz katere perspektive, kako se lotiš tega? Ja, pri meni je tako, jaz ponavadi pač na blogu, a ne, če govorimo o tej daljši recenziji, naredim nek uvod, kako sem sploh do te knjige prišla. Vedno tudi povem, če je bila knjiga recenzijski izvod, sicer to me ne ovira pri pač podajanju realnega mnenja, saj tudi tisto mnenje prej, ki si omenila, malo slabše, ki je bil tudi recenzijski izvod, a ne, ker se mi zdi, da moraš biti pač, če nisi realen, najprej zgubiš, no, neke kompetence, no, med sledilci, ker pač sledilci pri nas ne iščejo literarne kritike, ampak mnenje, ker vejo, kakšen imaš okus in se nate približno orientirajo, a ne. Tako da ja, moraš biti nekako realen, a ne, tule, ko ocenjuješ. No, pol pa povem nekaj malega o vsebini, nikoli ne dajem noter kvarnikov, ne, to je zdaj neka poslovenjena beseda za spoiler. Ja. Nikoli nič ne povem, kar bi pokvarilo branje. Pol pa ponavadi povem, kako se je mene dotaknila ta knjiga, če sem s katero knjigo povezala, če je bilo čemu podobno, kaj mi je bilo všeč, kaj mi na primer ni bilo všeč. Velikokrat se dotaknem tudi kakšnih, mislim, slovničnih, ne tako slovničnih, ker tudi jaz nisem, recimo vejice, evo, tukaj priznam, da meni ne grejo, a ne. Sta že dve. Ja, a ne. Pač dajmo biti spet realni, a ne. Ampak malo me zmoti, če je prevod slab ali pa če urednik ni opravil dobro svojega dela. Tako se mi zdi, da kakšno knjigo, ki bi bila čisto v redu, malo na nižji nivo bolj da, no.
take stvari ponavadi pokomentiram. Pa malo slogovno toliko, kot jaz lahko, a ne. Drugače pa ne morem, a ne. Ne more tudi niti bralec pričakovati neke hude kritike sloga in strukture, a ne. Ampak saj zato so pa literarne kritike, a ne. Tako da ja, na tak način nekako izgleda moja recenzija. Kakšni so pa drugače odzivi tvojih sledilcev, ne? Se jim tudi kaj prilagajaš, imajo kakšne komentarje, kako bi lahko kaj spremenila, izboljšala, pa potem to prilagodiš? Pa toliko ne, no. Drugače dajem jim dosti izbire, recimo knjižni klub, ki ga imam, sicer ni neki velik, no. Ampak recimo jim dam na izbiro, katero knjigo bi brali v tistem mesecu. Včasih jih tudi vprašam, kaj bi rajši prej videli. Ampak načeloma ne, jaz pač delam tako, kot je moj stil, tudi če komu pač ta stil ne paše, pa gre pač kam drugam, a ne, nisem nič užaljena, ker nas je dovolj, da vsak najde nekaj zase, no. Tako da se mi zdi, da če spreminjaš za vsakega, ki bi pač dal nek predlog, pol itak se zgubiš čisto, a ne. Drugače pa niti nisem imela nikoli nekih predlogov, mislim, predlogi so in ponavadi so dobri, no, tudi recimo glede podcasta ali pa kakšnih tematik, ki bi jih tam obravnavala, ampak tako, da bi pa nekaj spreminjala ali pa več manj, to pa ni bilo, no. Takole za konec bi samo še vprašala, če se katere knjige, ki še ni zunaj, ampak jo že napovedujejo, še posebej veseliš? V bistvu bom zdaj čisto po pravici povedala, niti ne, ker je sproti toliko knjig, ki res dobre knjige izhajajo in jih že sproti komaj preberem. Tako da v bistvu ja, zelo sem se veselila glih tega Đorđića, a ne, to sem res vedela, da prihaja. In tudi ravno včeraj je bil v Delu en članek o knjižnih blogerjih, kjer je Aljoša Harlamov rekel, da se mu zdi žalostno, da v bistvu teh prihajajočih knjig, a ne, nikoli ne omenjamo slovenskih. No, evo, jaz sem se pa slovenske veselila, no. Odlično. Da ga malo potolažim, zdaj za naprej pa pojma nimam, no. Mogoče edino to bo trilogija, no, Kurji pastir, mislim, da v 2022 naslednja knjiga pride, te se tudi veselim, no. Drugače pa ja, zaenkrat, če vse to preberem, kar me še tukaj na polici čaka, je kar v redu, no. Boš zmagala. Hvala, Ajda, za tvoj čas in upam, da boš še naprej uspešno nakladala in poskrbela, da bo definicija nakladanja malce drugačna v prihodnosti. No, hvala za povabilo. Adijo! Mi pa gremo zdaj naprej. Šli bomo najprej v oglase, po oglasih pa bomo, od knjig bomo šli k gibanju. Pogovarjali se bomo o vadbi in kakšna vadba je primerna takole spomladi. Se gledamo.